Dober večer, lepo pozdravljeni na večeru, kjer se bomo ukvarjali z ameriškim avtorjem Jonathanom Franzenom. Jonathan Franzen je eden od slovenskim bralkam in bralcev najbolj poznanih ameriških romanopiscev, ki je veliko priljubljenost med našimi bralkami in bralci doživel že s prvim romaneskrim prevodom v slovenščino, Popravki, ki sta mu potem v slovenščini sledila še 2 romana, in sicer Svoboda ter pa Čistost. Oba prevajalca njegovih romanov sta nocoj z mano in to sta Jure Potokar ter Polona Glavan. Poleg romanesknih del pa imamo v slovenščini tudi prevod Franzenovih esejističnih oziroma avtobiografskih del in sicer zbirko esejev Kako biti sam, ki sta jo prevedla Urban Vovk in Jernej Županič, ter pa Območje nelagodja, ki ga je prav tako prevedla Polona Glavan. Da danes govorimo o Franzenu, temu botruje tudi to, da je nedavno, pretekli mesec, izšel njegov zadnji roman v angleščini z naslovom Crossroads oziroma Razpotja, Križpotja, kakorkoli že. In danes bomo govorili o njem kot avtorju na splošno, o njegovih preteklih delih in se deloma dotaknili tudi njegovega zadnjega romana. Začela bi z prvim, mogoče bolj osebnim vprašanjem, ki se dotika prevajalcev oziroma prevajalk, avtorjev in njihovega odnosa do samega avtorja. Zanima me namreč, kakšen je vajin odnos do Jonathana Franzena, kako ste ga prevajala, kaj je tisto, kar vam je pri njem najbolj všeč in kaj je tisto, kar vam je morda najbolj utrujalo. Bi Polona kar ti začela? Jaz kot si že rekla, sem prevedla eno obsežen roman in eno tanko, rečemo temu, zbirko esejev. Meni je on, ne bi mogla reči, da je bil to težek prevod. V tem delu sem precej uživala, nisem se preveč metala na trepalnice, kot bi se reklo, ne? Čeprav seveda, če bi sredi enega 5-vrstičnega stavka, ne, z malo zapleteno sintakso me to vprašala, bi najbolj tudi rekla, pa dobro, ne. Tole je precej zeznuto. Skratka, prijetna prevajalska izkušnja, no. Je pa res, da ravno tele 5-vrstični stavki so včasih mogoče pa res predolgi, no. Tukaj bi jih jaz mogoče sklesla, ne, kot tudi že na splošno njegove knjige, mogoče za kakšno četrtino, ne. Zmeri se mi zdi, da je nekaj balasta tukaj. Jure? Jaz sem, moram reči, izredno užival, ko sem prevajal prvo knjigo. Dobil sem jo v bistvu zato, ker sem po naključju oziroma na literaturi so mi dali pač en odlomek za prevesti. To je Andrej Blatnik kot pač velik poznavalec te ameriške literature. Jaz niti nisem bil pozoren prej na Franzena. In ta odlomek je bil tam iz začetka, ki je usoden, se mi zdi, za večino tistih, ki knjige ne preberejo. Namreč mislim, da je nekih 30 ali pa 50 strani tiste situacije na Srednjem zahodu, kjer natančno popisuje vreme, odpadanje listja tam z drevja in tako naprej, hiše in to. Skratka, tisti precej mu reče in moram reči, da poznam kar precej ljudi, ki nikoli niso prišli čez to. No, ampak seveda, če prideš pa čez to, potem se pa začnejo stvari dogajati v bistvu s bliskovitim tempom in vsa tista ironija do recimo belih, visoko izobraženih ameriških intelektualcev na splošno, ne, se mi zdela sploh posebej fajn. Že to je zelo dobra iztočnica, ti njegovi začetki, to smo že prej se malo dotaknili tega, tudi v zadnjem njegovem romanu Crossroads je začetek, ki terja precej potrpežljivosti od bralca in me zanima, Polona, ti si tudi omenila, da pri Čistosti je bil začetek tist, skozi katerega si se najtežje prebila, kaj ne?
Začetek se mi je zdel malo prisiljen, no, v tem primeru. Tukaj je pač zelo mlada punca, glavna junakinja in se mi je zdelo, da jo pa ni najbolj zadev. Čistko, da je že malo star za to sranje, no? Če povemo po filmsko. Ampak potem pa dejansko, ne, pa drugem poglavju je pa začel šibati strašnim tempom, ne, kot je že prej rekel, kar je očitno tipično, ne vem, no, je to zdaj en tak njegov twist, že mal nameren, ker dvomim, da mu noben urednik ni nikoli rekel, posluši, ne, mogoče pa to. Ampak ja, no, vsem bralcem, ki se ga še mislite lotati ali pa ki že imate kakšno izkušnjo z njim, ja, no, priporočam, da če pa prvo poglavje ne gre, preskočite nam drugo, to bo pa sigurno šlo. Ja, in tudi lahko marsikdaj človek lahko, tudi ta zadnji roman, ki je nastajajoča trilogija, trilogija bo nastajala, kot je Franzen dejal, sam na način, da lahko vsakega od romanov beremo tudi zase. Tako da Franzen tudi jaz poznajo, ko sem se vračala k branju, se mi sploh danes, ne vem, mogoče ne zdi, kdaj lahko tudi kaj spustimo, no? Ampak se to je pa večini avtorjev tako. In če se lotimo še tem, pa prej smo načeli še eno temo v klepetu in to je, da je bil za roman Čistost. Se je govorilo pred leti, ko je šel, da bo po njem narejena TV serija, kjer naj bi glavno vlogo igral Daniel Craig. In fani so bili navdušeni, s to serijo ni bilo nič. Zdaj pa vprašanje, ali je Franzen sploh avtor, ki se ga da prenesti v film ali serijo ali ne. Jure, bi kar vi začeli? Jaz bi rekel, da zelo težko. No. Mislim, če hočeš ohraniti to večplastnost, širino in tako naprej, potem bi pač morala biti to, ne vem, kakšna maratonska serija, potem pa to ne bi bilo več zanimivo. Po drugi strani pa seveda tako, ne, da nas izkušnje učijo, da je mogoče kakšne stvari tudi fantastično skondenzirati. Jaz tukaj vedno omenjam tale, ni prostora za starce, začetek tistih prvih, ne vem, 5-10 minut, ki se mi zdi, da sta kao ena fantastično povzela to, kar je pač pisatelj hotel povedati, oziroma kar je pisatelj pripovedoval, z minimalnimi sredstvi, z minimalno besedami in s popolnoma filmskim jezikom, tako da se bom pustil presenetiti. Jaz pa mislim, da bi bila serija, no? Ne bom rekla film, no? Ker to se mi res zdi malo preveč štofa, ne, že čistko. Recimo jaz sem zasledila, zdaj, ko sem malo po Wikipediji brklala, ker so mi nekatere stvari šle že spomina, ne, to je par let od branja, da so tudi za Corrections razmišljali in tudi za Purity, ne, Čistost. In obakrat je bil zraven David Hare, ne, ki je zelo proslavljen dramatik in scenarist in mislim, da bi on znal narediti boga in pol, no, da rečemo takole. No. To bi jaz z veseljem gledala, ampak ni pa potem nikjer pisal, zakaj je stvar padla v vodo, sam da pač je, oziroma da zaenkrat ni z vsega skupaj še nič. Mogoče bo zdaj, ko se je Daniel Craig upokojil kot James Bond, čas za to, da se loti tega podviga. Danes smo se zbrali v okviru cikla, ki se mu reče Ameriški literarni mojstri, in Franzen je eden od njih. Je pa tudi eden od privilegiranih ljudi, oziroma avtorjev, ki se mu reče, da pišejo tako imenovane velike ameriške romane. Kakšen je vajen odnos do velikih ameriških romanov, ali se vam zdi ta sintagma danes sploh še smiselna in ustrezna, ali je to neka preživeta oznaka drugih časov? Kaj sama mislite o tem in kako Franzena kot avtorja umeščata ali ne umeščata v to častno skupino? Ja, zanimivo, ne, da je ta veliki roman samo v povezavi z Ameriko se vedno omenja, nikoli ne govorimo o velikem angleškem romanu, nemškem, ruskem, kakorkoli, ne. To je neka fantazma, se mi zdi, s katero so Američani malo obsedeni. Ali pa mogoče zato, ker preden je v Ameriki so res nastali neki omembe vredni romani, je to Evropa že vse naredila, ne? Recimo Balzac, Tolstoj, dober, Melville recimo je že bil takrat, no, ampak kaj zelo veliko pa ne, ne?
In so pol postali s tem mal obsedeni, kaj pa jaz vem. No. Ampak meni to asociira predvsem na ep. Ne? Če bi rekli zdaj, da nek veliki roman, ruski, bi prej rekla Vojna in mir kot pa Bratje Karamazovi, no? Ker se Vojna in mir gre pač v širino, ne? In zajema neko dobo, med tem, ko Bratje Karamazovi se na človekov psiho in ta razvoj opira, sredotoča. Tako da meni sicer mislim, če bi Frenzen bi načeloma pasal, no, v to kategorijo, no, bi bil kandidat za ta naziv že zaradi te svoje neke epske širine, ki jo ima, ki je včasih mogoče tudi malo pretirana, ne, bi lahko rekel, oziroma se v njej znajde kaj balasta. No. Tako da pa se zabavajmo naprej, no, kaj naj rečem. Ja, jaz mislim, da si zasluži to predvsem zaradi dolžine, ne, ker če pišeš romane, ki imajo 500 ali pa več strani, ne, potem je pač to že dejansko ta epska razsežnost, o kateri je govorila Polona, tako da se mi zdi, da iz tega stališča to drži. Drži pa tudi vse to, kar je predtem povedala. Ne. Koga bi pa še lahko zraven dal od drugih? Mislim, da zelo redki, če zazamem Wallace, ki je napisal še mal debelejši roman, ne, s fantastičnim številom strani, ki so namenjeni opombam in ki ga kljub velikemu trudu nisem nikoli uspel čist do konca prebrati, ne, ker se preprosto zgubiš v tistih opombah, pa sploh ni slab. Skratka, zdi se mi, da je to oznaka, ki so jo dejansko zaradi te epske širine uvedli pri Frenzenu in da se on tega kar lepo drži, ker je očitno tudi ta nov približno enake dolžine, kot so bili vsi ti njegovi prej. Za razliko od tistih prvih, ne, mislim, da so 3, če se ne motim, ki pa niso kakšne posebne omembe vredni. Jaz nobenega nisem uspel do konca prebrati, pa sem si vse nabavil, ker sem potem mislil, da bom tam odkril kakšno odlično zadevo, pa je nisem. Se vidi, da zna pisati, ampak ni pa vedel, o čem bi pisal. Če se prav spomnim, je se njegov preobrat v pisatelja, kronista 21. stoletja, kot ga poznamo, začne s poznimi 90. leti in potem popravki izidejo leta 2002 in mnogi kritiki ali pa literarna zgodovina temu rečejo kot prvi velik roman 21. stoletja. Ampak Frenzen ni samo... Čeprav Frenzen na prvi pogled deluje kot avtor, ki vsaj v zadnjih 20 letih, kot ga spremljamo, ne piše veliko, oziroma ne piše to kot nekateri drugi avtori, ki imajo tempo objavljanja veliko večji, je avtor, ki izjemno hitro piše. Ta zadnji roman, ki ima tudi, mislim, približno 600 strani, naj bi napisal v 2-3 letih. In me zanima, ali se njegov tempo pisanja odraža tudi v načinu, kako ga prevajate. Je avtor, ki se ga hitro prevaja? V mojem primeru, ja, bi rekla, da je. Ja, tudi v mojem primeru to dostakrat kot anekdoto povem, da ko sem prevajal Svobodo, tam nekje na 2/3, ki je najbolj napeta zgodbica, sem enkrat v enem dnevu prevedel več kot 2 poli, kar je noro, mislim, zdaj le ne bi nikakor več mogel izpolniti, ampak bilo je tako, da me je tako držal, da enostavno nisem mogel nehati in mislim, da sem delal njih 17 ur in potem sem dol padel. Ti, Jure, si omenil, da si že se lotil branja zadnjega romana in ali te potem, po kar si prebral, se ti zdi zanimiv tudi iz recimo prevajalskega stališča, oziroma ali vidiš kakšno spremembo v sami naraciji, ki jo je Frenzen ubral? Niti ne. Se mi zdi, da je kar približen tak, kot je bil, spet ima pač te... Meni so zelo ljubi tisti, kako bi rekel, taki hitri vpogledi v psiho enega človeka in tisti, kako zna zadeti lik in kako zna pelati eno popolnoma napačno mnenje določenega človeka skozi cel roman ali pa skozi
poglavje za poglavjem, ker tukaj gre za eno družinsko zgodbo, ne, ki je seveda ne poznam še v celoti, prebral sem na njih, se pravi, eno četrtino mogoče, ampak otroci proti očetu, ki je pač na nek način dost močen lik enega duhovnika, ti pa so seveda malo oddaljeni že od enega tazga odnosa, bi rekel, pristnega do religije, ampak ta njihov upor, ki se skozi tekst stopnjuje, to me je zelo pritegnilo in se mi zdi, da je seveda privilegiran pisatelj, tako kot vsak ameriški pisatelj, že zaradi tega, ker za njim stoji cela industrija. Prepričan sem, da so to prebrali 3-4 recimo ljudje, ki so zelo natančno preštudirali, a je kje kakšna napaka. Pri tem seveda, da jih po mojem Frensa niti ne dela veliko, ker mislim, da je izredno široko izobražen, kar je pa seveda spet ena odlika vseh ameriških pisateljev, ki so večinoma izobraženi na odličnih univerzah in seveda so tudi taki, da pač sami hočejo spoznati tisto temo, o kateri pišejo. Tega si v Evropi, po moje, tako rekoč noben pisatelj, pri nas pa sploh ne more privoščiti. Omenil si Jure Francena kot avtorja značajev, kot nekoga, ki zelo dobro izrisuje značaje. Ampak prav kritike prav za zadnjo knjigo pravijo, da je še bolj pisati značajev, kot je bil kadarkoli prej in ni več toliko družbeni kronist, kot je bil nekoč. Pa me zanima, če tudi vidva pri njem oziroma v njegovem razvoju zaznavata to razliko med psihološkim in družbenim ali ne zares, ker v bistvu mene je ta ocena presenetila, ker ker sem ga v bistvu na nek način videla kot avtorja, ki se ves čas ukvarja z eno in isto temo, tako kot je to večina avtorjev, z družino in s psihološkimi strukturami in mehanizmi, ki so znotraj te družine. Ampak je pa res, da ga je mogoče najbrž brati na različne načine. Ja, jaz tako, zdaj pomislim na pač te 3 velike romane, ki sem jih prebrala, bi rekla ne, no. Drži se. Ampak ja, no, zdaj me pa že zelo zanima, kakšen je ta naslednji, da vidim, če je res razlika v tem, da se je premaknil k značajem. Mislim, meni značaj ja, spet se je malo videla, da je bil moški srednjega razreda in da mu recimo kakšna ženska ne gre toliko zlo v tej karakterizaciji. Ampak ne pa toliko, da bi me spet zmotil. Ne vem, mislim, čistost je mogoče najbolj taka, bi rekel, ki nekako nastajala, ko so se te stvari dogajale z Wikileaksom, s Assangem in pač z vsemi drugimi stvarmi podobnimi. Mislim, da je to poskušal noter opeljati, da mene je ravno to zmotilo, da je bilo to precej, kako bi rekel, karikiran ali pa šablonsko narejeno. To me je zmotilo pri tem. Ravno tako me pa zmoti tudi, da kakšen lik zlasti ženski ni čist tako dobro napisan, kot je recimo Čip tam iz popravkov, ker se mi zdi, da je mogoče tudi malo avtobiografskega tam, pa delno s kakšnim kolegom, ki je pač povzročil kakšne take stvari, ker Frensen pač ni nikoli, kakor jaz vem, vsaj resno predaval. Kakšen je pa vajen odnos do Francena kot esejista, javne osebnosti, človeka, ki daje intervjuje? Zdi se mi, da Francen izrazito polarizira javnost in sploh v zadnjih letih se mi zdi, da gre ljudem vedno bolj na živce. Ampak hkrati se mi pa zdi, da obstaja ena velika razlika, mogoče kot pri marsikaterem avtorju, med Francenom kot javno osebnostjo in Francenom kot avtorjem. Ja, jaz sem zdaj kar nekaj brala o tem, zadnje dni. Me je kar presenetilo. Prej nisem tega pač toliko spremljala, ker konc koncev ne. Toliko pisateljev, pa toliko malo časa ne. Skratka. Ampak tako malo se mi je zdelo, da tukaj so predvsem projekcije ljudi vanga, da kakor si ti nekako naravnan, tako ga boš videl in mu mogoče predpisal še kaj več od tega, kar je. Mislim, jaz sem ga imela priložnost spoznati v živo pred 11 leti, ko je bil gost festivala Fabula, šla sva na kosilo, tako sam midva,
na 4 oči. Bil je zadržan gospod, kakršnega sem si predstavljala, pogovarjala so se v glavnem o knjigah in tako, no, in pač kramljala, no, ko bi rekla, uglajeno, ne, tiste 2 ure, ne, in ni se mi zdelo, da bi bil kakšen snob ali da bi se trudil biti, ne vem, preveč prijazen ljudski kakorkoli. Človek, ki se ne pretvarja veliko, no, tako bi ga jaz opisala. Jaz se nekako kar precej strinjam s tem. No. Tudi jaz sem bil na enem kosilu z njim. Tam ni bil tako zelo zadržan, zato ker smo bili sami moški. In je bilo v bistvu prijetno z njim kremljati, ampak tudi moram reči, da nekaj intervjujev, ki sem jih prebral, zdi se, da je, bi rekel tak, dost normalen človek poznih srednjih let, ne, ki je dojel, da je ta svet mal ausglajzel, če lepo po domače povem, ne, in se z večino teh stvari, ki ga motijo, mislim, ki se na svetu dogaja in ki motijo vse, tudi on ne strinja. Ne. Tako da zna to povedati na tak način, da je zdaj za ene junak, za druge je pa bedak. Ne. Ena od kritik zadnjega dela je imela naslov Veliki ameriški moralist. Tudi vidva njega vidite kot moralističnega avtorja ali pa moralističnega človeka? To je spet odvisno od naju samih, verjetno. Ja. Se pravi, ne, jaz ga ne vidim kot moralista, ne, tega ne bi mogla reči. Jaz tudi ne, mislim, mogoče kdaj tako, za kakšen trenutek, ne, ampak v kontekstu samega dela, recimo, se spet vračam k Čipu, ne, tam siguran je, ne, na nek način, ampak drugače pa mislim, da ne. V tej kritiki med drugim piše, da je roman še posledno umetniški medij 21. stoletja, ki lahko sploh prenese moralizem, ne da bi ob tem to izpadlo smešno, in potem navaja primere iz tega iz zadnjega romana. In kar avtorja te kritike posebej zmoti, je to, da se večina ljudi v tem romanu ukvarjajo s tem, kako biti dober človek. Ampak a ni to na nek način nekaj, s čemer se Franzen ukvarja ves čas? Ja, sigurno, ne. Recimo zdaj mi Svoboda pride na pamet, ne, kjer se ta moč in žena nekako to vsak po svoje, no, prizadevata. Ne. Potem imamo Andreasa Wolfa, ne, ki se trudi narediti svet boljši, da se odkupi za greh iz preteklosti. Ne, in tako da ja, no, na splošno. Ja, na ta način ja. Mislim, tudi v novem romanu, ne, dejansko se vsi prizadevajo z enega ali drugega stališča, ampak jaz mislim, da v zadnjem romanu, kakor ga jaz razumem, saj to, kakor sem prebral, gre za to, da je vse skupaj povezan s tem, da je pač to okolje, ta cerkev, in mislim, vendarle je podstat krščanstva to biti dober, skromen in tako naprej, čeprav seveda so potem interpretacije žal popolnoma nasprotne. Ne. Če bi dobila mogoče najbolj preprosto, ampak hkrati najtežje vprašanje, ki ga lahko dobita, zakaj brati Franzna, kaj bi odgovorila? Zato, ker je nekako v srču vsega še zmeraj ena dobro zgrajena zgodba, arhitektonsko izpopolnjena, kjer se nekako vsi konci staknejo, ne, tisti primarni užitek nudi. Pa tudi nadgradnjo, po mojem mnenju. Ja, to je kar precej natančen opis. Točno zato, ker zna zgodbo speljati skozi vse tiste zastranitve in tako naprej, skozi kakšne, bom rekel, včasih že celo na meji take pogrošne literature speljane te zastranitve, ki pa jih vendarle potem na koncu na tak način upraviči in vključi v sam tekst, da sploh ne zmotijo več. Ne. In tega večina sodobnih romanov nekako ni več sposobna, ker ponavadi se vsi ukvarjajo, ali pa večina se ukvarja z posameznikom, z njegovim dojemanjem sveta ali pa z njegovim odnosom do enega drugega sočloveka, recimo. No.
Hvala vam, Polona Glavan in Jure Potokar, za nocojšnji pogovor. Vsi, ki še niste brali Jonathana Franzena, je najbrž eden od tistih avtorjev, za katere ne boste obžalovali, če se ga lotite. Ampak tudi, kot smo rekli na začetku, prvih 50 strani bodite prizanesljivi. Hvala za pozornost in lep večer.